koliko vam je ta avto sploh kaj poznan? Danes mi pa tako kuz, da vrat skače s cajtom, da je to skoraj neverjetno. Pa tudi zdaj se mi zdi, da lovim zadnjo svetlobo, da posnamem sladko kisle z X20. Zdaj pa preden se zapodim v ta sladke, koliko vam je ta avto sploh kaj poznan? Meni se zdi, da je razmeroma redek gost slovenskih cest. Po eni strani razumem, ljudje zadnje čase, ko kupujejo majhne pa kompaktne avtomobile, veliko raje pogledajo v smer križancev. Tisti, ki so še bolj dvignjeni, pa bolj atraktivni. Po drugi strani je pa tale poskus majhnega enoprostorca, avto je dosti visok, zelo posrečen. Pa ne samo to, Hyundai je ta avto, mislim, da malo več kot leto nazaj kar orang prenovil in ga že v osnovi založil z veliko opreme. Prva sladka, prostor. Veš, kot takole avto pogledaš, ga v bistvu ni vse skupaj nič skupaj. Pa se pa noter usedeš, pa v bistvu vidiš, da je tukaj noter placa ogromen. Ne samo tam spredi, ampak tudi tukaj zadnji, v drugi vrsti. Mogoče boš še tako povem. Moj sodelavec Aleš Črnivc je visok okrog 1,90 m. In on vedno naredi isti preizkus. Najprej se usede spredi, si nastavi svoj položaj, pa prideš še v drugo vrsto. In če v avtu pač lahko sedita dva človeka 1,90 m en za drugim in če je ta avto malček, to pomeni, da je prostora dost. Ne samo, da ga je dost, da ga je veliko. Pa kljub temu pol ostane še dost kufra. Veš, tega kufra je za 440 litrov, ne, pa tudi dvojen dno je, ogromen. Veš, koliko je placa? Druga sladka je pa velika mera uporabnosti. Tukaj ima po mislih predvsem to drugo vrsto in ta je čisto v enoprostorskem slogu vzdolžno, po moje tole, kaj se mene, 10-12 cm, je prilagodišče tudi po naklonu. Pa nasplošno se višji sedi, kar pomeni, da je malo lažje noter pa ven hoditi. Tretja sladka je pa tako, kot pri Grand Santa Feju, udobje. Zdaj po eni strani jaz tukaj nisem čisto smerodajen, ker sem med tednom parkrat skočil iz Giulie Quadrifoglio v ta avto in vedno, ko sem se noter usedel, sem si mislil, stari, koliko si ti prijeten. Pa ne, da bi bila Alfa tako nesprejemljivo trda ali pa neudobna, ampak ta hudič je tako mehek pa prijeten, tako vsake toliko časa sede, veš, iz športnega avta se usedeti v nekaj, kar je čist kontra. In tukaj v to udobje uvrščen tako vozen položaj, zato ker je super, pa tudi vozna lastnosti, zato ker je avto, razmeroma mehek. Je pa res, da je cela ta vozniška dinamika zelo enolična, v smislu, da on mehko, easy, umirjeno zna, športno, to pa ne. Zdaj pa, če zate to pomeni kakšen handicap, torej, če ti od avta pričakuješ, da je udoben in športen, to moraš pa ti vedeti. Četrta sladka je pa taka lušna pa kratka, iznajdljivost. A veš, dejstvo je, da je ta generacija modela prišla ven že kar nekaj časa nazaj in Hyundai zdaj tukaj ni razturil cele sredinske konzole in noter umestil en tak velik zaslon. Ravno ta zaslon je ponovadi potreben, zato da če imaš ti slučajno kamero za rikverc na avtu, da pogledaš kam pa vidiš, kaj se zadnji dogaja. In oni so vse skupaj rešili to na en tak dosti simpatičen način. Le bom dal rikverc, pa mogoče kaj opaste. Vidiš tukaj? Vidiš tukaj v špeglu se pokaže slika, kaj se dogaja zadnji. To je drugače taka stara fora, ampak meni je ful simpatična. Saj ti pravim, iznajdljivi so. In zdaj seveda prej gremo na zadnjo sladko, še tri kisle. Ta prva je tako kot pri Grand Santa Feju, pa seveda tudi pri Santa Feju postavitev teh gumbov tukaj. Vse lepo in fajn, ampak s ti za volanom jih ne vidiš prav dobro in to ni okej. Druga kisla je pa povezana s pikico lenobnim motorjem. Veš, ta avto poganja dizelski motor, prostornina 1,6 litra pa 85 kW, to je okrog 115 konjev. A mimogrede poraba se je v najboljšem primeru gibala tam okrog 5,3, realna pa recimo, da 5,5. Jaz sem mislil, da bo vsem kakšen deci nižji. Ampak ajde, konec koncev to sploh ni slab rezultat, ne. Mene je bolj motil to, da se ta motor zbudi šele krepko nad 2000 vrtljajih, tam pri 2400, 2500. Vsem tako, da smo vozniki navajeni, da sodobni dizli potegnejo prej, tam pri 1750, 1800 ali pa vsaj malo pod 2, ne pa pri 2,5. Lučke so šle. Tretja kisla je pa povezana z aktivno varnostno opremo in sicer gre za to, da sodobnejši predstavniki malčkov, križancev, malih enoprostorcev, tisti, ki so bili zasnovani ali pa izdani recimo po letu 2015 ali pa 2016, ponovadi ponujajo kupe nevarnostne opreme, ki jo pač ta avto nima. Peta sladka je pa cena. Ta avto stane v osnovi tam okrog 13,5 €. Glede na kompaktnost, uporabnost in pa razmeroma bogato osnovno opremo je to kar dober deal. In zdaj, če ti je za te avtomobilske trende vseeno, križanci pa to, ne, pol nekako ne vidim razloga, zakaj ne bi pogledal v smer tudi tega avtomobila. Visok sediš, v redu cena, pa udoben je. Znaš, to je to, kar se tiče tega simpatičnega Korejčka. V času, ki pa ti gledaš tale vlog, če ga gledaš seveda prvi dan, ki je bil uploadan, sem pa jaz že v Frankfurtu. Tam se pa spoznavam s ta novo generacijo Opel Insignije, tako up close and personal, da bom razumel, kako pa zakaj so Opelovi inženirji razmišljali, ko so ta avto naredili.